Dajva še par nasvetov, kaj narediti po Black Fridayju. Torej, mogoče imamo zdaj neko večjo količino leadov. Smo se spomnili pri check-outu, da če kljukco za nek GDPR, komunikacijski consent, kaj lahko z njimi delamo, da ostanejo naše stranke ali pa da postanejo aktivne stranke, te, ki smo jih na novo pridobili. Jaz bi recimo takim eno idejo, tako sem se spomnil, jaz bi kar welcome to holiday season poslal tak en mail, v smislu, zdaj ste kupili, zdaj pa vstopate v svet nakupovanja, zdaj če si tak trgovec, da lahko ponudiš, pa rečeš, tukaj imamo pa naš gift guide, ne? In ga probaš, ne vem, s tem, ko rečeš gift guide, noter dodati tudi izdelke, ki so komplementarni, ki so konc koncev ali pa, ne vem, dopolnjujejo ta tvoj proizvod, ki si ga kupil, cross-sell, upsell, vse te stvari lahko v tem narediš, hkrati pa nisi tako annoying, ko smislu takoj pošleš neko dodatno akcijo, hkrati bi se mu lahko zahvalil, pa ga pozval v loyalty, lahko bi ga vprašal, če je bil zadovoljen, vse te male momente izkoristiš, a smo, ne vem, tvoje pričakovanja glede popustov zadovoljili, ne vem, in probaš, da dobiš neko priporočilo za naprej. Če so to neki zelo taki VIP segment, bi lahko tudi nek community iz tega začel graditi, pa rekel, povabim vas na nek poseben event, lahko je to tudi online event, lahko je to neka skupina, ne, in tudi na Facebooku, tako da na tak način bi začel delati, s tem, da tistih, ki nimaš soglasje, recimo, da ga nisi pridobil v tem delu, je v bistvu glavni del kampanje, ki bi v decembru delal to, da pridobiš soglasje za neko normalno personalizirano trženje ali pa, če neka grda beseda, profiliranje, ki se malo se izogibamo, ampak je pač ta del, to želiš dobiti, da boš pa naprej vse to, kar sva že govorila večkrat, lahko razumel kontekst, komuniciral na pravem kanalu, prave ponudbe, se pravi, da res dobro poznal svojega uporabnika. In pa v naslednjem letu definitivno štarta čez drugega štartnega položaja za Black Friday. Tako da to si želiš graditi, da imaš ti neko bazo, ki lahko konec koncev predvidevaš, v tem obdobju mi bojo pa te userji toliko in toliko tega zgradila, ne? Prometa, dobička, tako. Prej, ko si rekel gift guide, jaz sem imel, spomnil sem se ene dobre fore, neki kozmetični izdelki so bili, ampak je bilo tako, nakup je bil v času nakupovanja daril in sem dobil to, rečel, da je bila neka krema za roke. In sem dobil zraven sample s pripisom v smislu, če ste kupili to kremo za roke za darilo, še za vas imamo tle en majhen sample, da to lahko sprobate. Kar se mi zdi, da je, se mogoče jaz poznam, pa to kupujem zaradi tega, mogoče kupujem čisto zaradi akcije, pa je nekomu, mogoče vem, da je to nekomu všeč, pa sam zaradi tega kupujem. Kratka, zanimivo mi je, ker lahko ta izdelek probam, tudi če ga nisem zase kupil in ga mogoče imam razlog pol, ugotovim, da je ta stvar ful dobra, pa bom še za 3 druge kupil tak isti daril. Ali pa pač kakorkoli se mi zdela dobra, dober wording je bil, no, pa se ne bom zdaj točno spomnil, kaj je pisal, ampak bila mi je dobra ideja, no. Ne, super. Zdaj, ko si to omenil, razmišljam, tisti, ki imate možnost, lahko iz te kampanje štartaš kampanjo Adventni koledar. Ja, top. Je neka stvar, kjer lahko mogoče komuniciraš malo več kontenta, malo več idej, ne mogoče 24krat popust in produkt, ampak uporabnika malo navadaš. Lahko je to neke vrste welcome, drip, kakorkoli, you name it. Ja, ali pa del loyalty scheme, a ne? Tako ja, mislim, pač ne sam jih pustiti, zdaj pa so kupili, prepričali ste jih, super, in zdaj stranka je tam sama, da ti zdaj še investirajte malo v komunikacijo. No. Cool, mislim, sva bila kompletna. Kompleto. Zdaj sem gledal Beat Savere, to je hot dog, v kompleto je hot dog v šilu. Da sva bila celovita, tako. Ok.